gospa Sonja Klopčič. Pa bom jaz začela kar z eno zadevo, ki sem si jo zelo, zelo zapomnila. Enkrat sva se po telefonu pogovarjali, pa ste mi rekla, da imajo besede zelo veliko moč. Ja. A bi mogoče kar to za uvod? Ja, besedo imajo moč, dokazano celo znanstveno, da imajo moč vpliva na naše dojemanje sveta. In seveda, ker imajo vpliv na naše dojemanje sveta, imajo vpliv na to, kako razmišljamo, kako se odločamo, ne samo kako govorimo. Ampak ko pa enkrat govorimo, ne, je pa vsaka beseda kot seme, lahko rečemo. In zato je treba pazljivo sejati ta semena, ker lahko sejemo semena dobrega, lahko pa sejemo plevel. Torej, beseda ima moč, da spreminja način našega razmišljanja, da s tem spreminja naša dejanja tudi, in zato je treba biti zelo previden, kako izbiramo besede. Ne samo pri izgovorjenih besedah, ampak tudi pri tem, kako se mi pogovarjamo sami s sabo. Se pravi, kaj razmišljamo, besede, ki jih pri sebi uporabljamo, besede, ki jih uporabljamo pri pogovoru, verjetno tudi zapisane, to zdaj, kako bi rekli mladi, no pressure. Ja, včasih smo malo premalo pozorni na to, ne? Ker beseda vsaka v sebi nosi namen. Poleg pomena nosi tudi namen. In zato je pomembno, kakšne besede izbiramo. In kot sem rekla tudi, kako govorimo sami s sabo, seveda je razlika, ali jaz sama sebi rečem, zdaj te bo pa Maruša spraševala same grozne stvari, pojma ne boš imela kaj odgovorila, ali rečem, dajmo pogledati, kaj pa Maruša danes pripravlja za mene. Čisto drugače. Tudi ta pozitiven se mi zdi, jaz sem pripravila same dobre stvari. Ja, ne vem, a to zato, ker ste z vašim mišljenjem tako vplivala name? Ali... To ne rečem, da sem trenutno z mojim mišljenjem vplivala, ampak seveda jaz že s tem, kako pridem v situacijo, dajem tudi tej ton situaciji. Ker se meni podi po glavi, se slej ko prej pokaže tudi na obrazu. Se vidi, da pridem, groza, wow, to je pa super, film studio bo, nova izkušnja bo, kaj se bom pa danes naučila. Se pravi, da privlačite, pravijo, da če prideš nekam s pozitivno energijo, z nekim pozitivnim mišljenjem, da tudi privlačiš potem dobre stvari. Ja, mi imamo vpliv na to, kako sami razmišljamo, in seveda tudi vpliv na druge ljudi okrog nas. In seveda, če sem jaz nasmejana, je večja verjetnost, da bo nasmeh tudi na drugi osebi. Če sem jaz žalostna, je seveda velika verjetnost, ker vsi imamo empatijo, da bom zbudila tudi žalost pri nekomu, ki se z mano pogovarja. Ta vpliv imamo in tega se je potrebno zelo zavedati. No, name vedno vplivate dobro, se mi zdi, vsakič, ko vas vidim, dobro voljo spravite. Drugače pa, gospa Sonja Klopčič, vi ste tudi menedžerka, voditeljica, avtorica knjig. Svojo poslovno pot ste pa začela v Zasavju. Ja. In od gospodarstva prišla do ustanoviteljice enega zavoda. A nam malo poveste, kako je šla ta pot, kako je šla od ene inženirke elektrotehnike do mentorice, predavateljice nekega sodobnega voditeljstva? Ja, dejansko zanimiva pot. Včasih se pohecam in pravim, da sem zdaj skoraj tam, kjer sem začela. Ker sem začela res kot inženirka v razvojnem oddelku ETI-ja z elektroelement je bil še takrat izlak, ne? Kot razvijalka, to je bilo prav moje delovno mesto, razvijalka, in zdaj se včasih pohecam, zdaj sem pa spet razvijalka. Ampak takrat sem bila razvijalka talilnih vložkov, zdaj sem pa razvijalka voditeljstva nove dobe. Se pravi, je malo povezano? Je povezano, zagotovo je povezano, čeprav se sprva mogoče ne sliši tako, ampak kot razvijalka je bila moja naloga, da sem razvijala nove stvari. Takrat bolj inženirsko in zanimivo, bila sem prva ženska v razvoju ETI-ja. Niso do tedaj
ravno Pionirka. pričakovali žensk, da pridejo v razvoj in je bilo kar, vem, so se kar malo sprašvali, ne? Aha, je Ali bilo bomo kaj res zaposlili žensko? stereotipov? Ali bomo res zaposlili žensko v razvoju? In sem se morala tudi kar dokazovati od začetka. V svetu moških. V svetu moških, predvsem sem morala pokazati, da znam narediti tudi kaj takega, kar ženskam takrat niso pripisovali. Naprimer, zvrtati z vrtalnikom luknje v tiskano vezje, ki sem ga sama razvila. Tega recimo mojim moškim kolegom inženirjem ni bilo treba, ker se je vedelo, da bojo tehniki poskrbeli za to, ampak pri meni so pa mislili, da se bojo malo pozabavali, če bo rekla, da tega ne zmorem, pa ne znam. Pa ste jim pokazala. Pa sem na srečo znala. Ja. No, da to pot malo skrajšam, v glavnem takrat je bilo moje delo povezano z razvijanjem novih stvari. Ena od njih je bila že tedaj povezana z računalniki. In sicer sem že takrat, to je bilo zdaj skoraj 40 let nazaj, naredila mikroprocesorsko vodeno merilno napravo, ki je merila... Kaj pa, to jaz sploh ne vem, kaj pomeni. Glavnem nekaj, kar je bilo zelo povezano že takrat z računalniki, s tem, da sem ta računalnik jaz takrat sama razvila in tudi naredila, ker se jih še ni dal dobiti. Dobila tudi občinsko nagrado za inovacijo takrat. Zato in na tej nagradi še piše tovarišica. Aha. So vas kaj drugače gledali pol moški sodelavci? Ja, moram reči, da so me pol kmalu vzeli kot res. Za svojo. Za svojo. Ja. Ampak računalniki so takrat, osebni računalniki so se takrat pojavili in to je mene zelo vleklo. In je vleklo tudi nekaj mojih prijateljev in smo zelo kmalu ustanovili računalniški klub Miška, kjer smo učili ljudi, kako uporabljati računalnike, ker smo vedeli, da bo to res ena taka revolucija. Da bo prihodnost. Da bo to prihodnost in kar kmalu je pol iz tega računalniškega kluba nastala delovna organizacija v ustanavljanju Orija, kjer sem postala najprej jaz vodja projektov, sčasoma sem pa prevzela tudi vodenje podjetja in bila tam 18 let, naredila kar veliko razvojnih premikov tudi tam, ampak takrat so se pa začeli moji razvojni premiki že drugače, so bili že bolj povezani s tem, kako vodimo ljudi. Aha, kaj ste ugotovila? Ugotovila sem, da moram zaupati sama sebi, da čeprav so mi kolegi moški na vodilnih mestih v drugih podjetjih govorili, kako sem preveč prijazna, kako preveč puščam proste roke svojim sodelavcem. V glavnem, nikoli nisem bila po njihovi meri, ampak sem ugotovila, da ne smem poslušati njih, pač pa moram poslušati sebe pri vodenju. In sem začela pri vodenju tudi inovirati. Eno recimo zlato priznanje za inovacijo sem potem dobila tudi na tem področju. S kolegi smo razvili aplikacijo Viktorija, smo ji rekli. To je bila prav računalniško podprta aplikacija, ki nam je pomagala, da smo povratne informacije dajali svojim sodelavcem vsak mesec. Je bila to neka obveza za vodje, zaradi katere niso bili preveč navdušeni nad mano. Okay. Vodje ali sodelavci? Vodje niso bili preveč navdušeni nad Zakaj mano. ne? Ja, zato, ker je to obveza. Če ti moraš dati povratno informacijo, to pomeni, da se moraš res potruditi. Vam se pa je zdela pomembna. Meni se pa to zdelo zelo pomembno in tudi sodelavcem se je to zdelo zelo pomembno. Ker pomanjkanje povratnih informacij je v storitvenih dejavnostih največji demotivator. No, v glavnem par takih pionirskih pristopov pri vodenju sem že takrat razvila. Hkrati pa moram priznati, da sem se v tem okolju začela dolgočasiti, ker lastniki niso bili več za to, da podjetje še raste. Čisto iskreno, ne? Ja, iskreno. Meni je bilo pa že vse znano, že vse videno in sem začela razmišljati, da bo treba reči nasvidenje oziroma adijo. Pa novim izzivom naproti. In novim izzivom naproti. Ta odločitev, drugače zelo hitro sprejemam odločitve, ampak te odločitve pa res nisem sprejela na hitro. To odločitev sem pa sebi pestovala 1,5 leta,
ker vseeno Orija, jaz sem jo nekako to podjetje jemala kot svojega tretjega otroka in mi je bilo to kot del mene in sem se težko ločila od njega, ampak vseeno. Hkrati sem pa vedela, da sem človek, ki potrebuje skozi nove izzive, skozi novo učenje. In ste se odločila za ta pomemben korak. Kaj bi pa recimo danes, ki imate še več izkušenj, ki veste, kaj se je potem zgodilo, kaj bi mogoče danes tej mladi Sonji Klopčič svetovali? Ne, mislim, da se je kar prav odločila. Ja, mislim, da se je čisto prav odločila. In je bilo celo tako, da sem takrat si predstavljala v redu, predam posle svojemu nasledniku, pripravljena sem imela 2 potencialna naslednika v podjetju, predam posle nasledniku in posle sem maknem in bom pol leta, bo nekje tako, sem si takrat predstavljala. Seveda, to ni bilo pol leta, uspelo mi je, da sem bila 1 mesec pa pol, lepo, tako, skoraj v miru doma, skoraj v miru, ampak potem sem šla pa v Trimo, kjer sem prevzela vlogo direktorice razvoja kompetenc. In tam sem razvijala prav en program voditeljstva za 50 ključnih ljudi iz Trima, iz celega sveta. Trimo je takrat imel podjetja po Rusiji, proizvodna podjetja po Rusiji, v Srbiji pa Združenih arabskih emiratih in pa prodajna podjetja povsod po evropskih državah in vsi ti ljudje so bili vključeni v program razvoja voditeljstva in meni je bilo to izjemna izkušnja. In takrat sem še bolj začutila, koliko je potrebno narediti spremembe na področju vodenja. Na področju vodenja, tukaj pa pol ta moj inženirski duh se oglasil in sem že takrat še malo bolj začela na tem področju inovirati. No, iz Trima so me povabili, naj pridem reševati Svejo. Moram reči, da to je bilo 2 leti res kriznega vodenja, kjer je bilo zelo, zelo težko, ampak jaz sem se v teh 2 letih naučila najbrž več kot v vseh letih prej. Verjetno brez teh izkušenj ne bi bili danes takšni, kot ste. Točno to, ker to so bile vse izkušnje, ki sem jih pridobivala na poti, v bistvu izkušnje iz Orije, hitro rastoče podjetje, kjer se je zelo hitro uspenjalo in uspelo narediti en tak super doseg. Trimo podjetje, ki je takrat optimalno delovalo, in Sveja, podjetje v krizi, se pravi, čist cel ta življenjski cikl podjetij sem izkusila in sem zelo dobro na svoji koži vedela, kaj to pomeni, kako so te faze zelo različne. In hkrati zelo dobro čutila, kako nas ta stara šola vodenja, ki nas uči, da vodja mora biti avtoriteta, on mora dati komando, on mora povedati, kaj je treba narediti, on vse ve. Močen, ne sme priznati napak, ne sme biti ranljiv. Ja, kje pa. In to sem videla, da to je mimo, da ta doba potrebuje nov način vodenja. In ste nov model naredila, ja. Kaj vam je pomembno pri tem novem modelu? Kaj je tisto, kar ste rekla, tole je najpomembnejša stvar? Skozi vse te izkušnje in seveda ogromno literature sem študirala. Mimogrede sem šla še na Oriji narediti še magisterij na ekonomiji, ker sem rekla, v redu, se moram še z tega malo več naučiti, ker na elektrofakulteti seveda teh poslovnih znanj in znanj vodenja nismo dobili. In ko sem vse to preštudirala, spremljala, opazovala, sem vedela, da v ta nov model jaz moram pripeljati najprej odnose, razumevanje, koliko so odnosi pomembni, ker odnosi pravzaprav kreirajo to našo resničnost. Kakšen odnos imam jaz do sebe, s tem sva že začele, kakšen odnos imam do sodelavcev, kakšen odnos imam do vodstva, kakšen odnos imam do vizije, do poslanstva, do uporabnikov, do dobaviteljev in podobno. Vedela sem, da odnosi so tisti, ki morajo biti prisotni v tem modelu. Vedela sem, da v modelu mora biti prisotna poklicanost, v smislu poslanstvo. Mi zelo razumemo zdaj že, kako je pomembno, da ima vsaka organizacija svoje poslanstvo, manj pa razumemo, da ima vsak od nas tudi svoje poslanstvo. Vsak posameznik, ker mi imamo svoje talente in darove in ti so povezani s poslanstvom. Tako da vedela sem, da mora poslanstvo biti del tega modela.
potem sem vedela, da hočem pripeljati v ta model širše razumevanje odgovornosti. Ne samo, da se odgovornost vodje konča pod črto, tam pri bilanci uspeha, ampak da je jasno, da je odgovornost vodja povezana ne samo z enim profitom, ampak tudi s planetom, z ljudmi, s poslanstvom. Tako da to. Potem sem vedela, da hočem pripeljati v model več sistemskega razmišljanja, več razumevanja, kako so elementi med sabo povezani, kako so podjetja med sabo povezana, ne samo, da gledamo samo na posamezno podjetje. In vedela sem, da želim pripeljati predvsem tudi ta notranji svet vodje, ker ni pomembno le, kam vodimo, ampak odkot vodimo. A jaz vodim iz želje po prevladi, ali vodim iz želje, da spodbujam k rasti in k razvoju. In teh 5 elementov sem želela pripeljati v ta model. Vi ste to pripeljali noter v ta model iz praks. Ponavadi je tako, najprej teorijo predelamo, potem gremo v prakso. Vi ste ravno obratno, ne? Imela ste prakso vsega tega in ste potem iz prakse to pripeljala v teorijo. Mogoče zato ta model tako deluje? Bila je kombinacija res veliko teorije, ki sem jo prebrala, ampak brala sem svežo teorijo. Res to, kar je bilo zelo svežga. Seveda brala sem tudi staro, sem jo že morala zaradi študija, ampak mene je pritegnilo tisto, kar je bilo svežega in seveda skozi veliko izkušenj, skozi veliko pogovorov tudi z ljudmi, ki so podobno razmišljali kot jaz in tudi z ljudmi, ki so drugače razmišljali kot jaz, tudi to vedno pomaga. In iz tega je nastal model. Je pa res, da sem potem, ko sem imela teh 5 sestavin modela, sem pa začela razmišljati tudi, kako lahko jaz teh 5 elementov še bolj plastično predstavim. Bolj tako, da bojo ljudje še lažje razumeli. In je bil prav zanimiv proces, kako so začele do mene hoditi modrosti staroselcev. Ki so mi pomagale, da sem jaz ta model predstavila. Zanimivo, se pravi, ste tudi malo staroverstvo, staroselce preiskovala? Ja, to me je vedno zanimalo, ne? Ker staroselci so bistveno bolj povezani z naravo kot mi, sodobni, civilizirani ljudje, ker smo malo pozabili na naravne cikle. Se strinjam. Pa tukaj, recimo, ste tukaj v Zasavju ali širše? Posod po svetu. Posod? To je bilo prav zanimivo. Zato prav mi je bilo prav zanimivo, kako so te modrosti začele kar prihajati do mene. Jaz prihajam iz računalniškega sveta in recimo Ubuntu je bil zame samo vedno ime odprtokodnega sistema. Pač Unix uporablja Ubuntu in to je bilo zame. Pač jaz sem poznala Ubuntu kot to. In potem sem bila na eni konferenci globalni v Rimu in gospa iz Zimbabveja na odru razlaga, da Ubuntu pomeni človečnost. Da Ubuntu Afričani prevajajo kot jaz sem, zato ker nismo. Ker so Ubuntu odnosi med nami. Odnosi zaupanja, odpuščanja, tudi kakšnih starih zamer in krivic, odnosi pripadnosti, odnosi skupnosti. In je bilo, wow, Ubuntu. To je pa nekaj, s čimer jaz lahko podprem razumevanje odnosov. Ker Afričani imajo ogromno teh tudi pregovorov, ki se navezujejo na ta duh Ubuntuja, duh skupnosti. Kot naprimer, da je potrebna cela vas, da vzgoji otroka, ali pa da če želiš potovati hitro, pojdi sam, če želiš priti daleč, pojdi v skupini. Ta duh Ubuntuja, duh skupnosti, duh odnosov je pri njih zelo prisoten. Meni je bilo tako, wow, Ubuntu filozofijo jaz lahko uporabim za to, da razložim odnose. Pa prišel do mene Ikigai, japonska modrost. Ikigai pomeni življenje s smislom. In bolj, ko sem ta Ikigai študirala, bolj mi je bilo jasno, da s tem lahko povežem ta element poslanstva. Da to lahko na ta način še bolj plastično razložim. Pa sem videla, da imam nekaj na I, nekaj imam na U. Pa sem se spomnila, da oikos, grška beseda, je koren tako ekonomije kot ekologije,
pa doskrat pozabimo, da ima isti koren, s prevodom se je v teh letih zelo veliko zgubilo. In sem rekla, Oikos mi lahko pomaga razložiti našo odgovornost širše. Ker če jaz razumem, da ekonomija in ekologija imata isti koren, izhajata iz istega vira, in če vem, da je Oikos v izvoru pomenil dom, družino, skrb za dom in družino, potem v najširšem, zelo filozofskem pomenu, to pomeni, da moram biti odgovorna in za planet, kot naš dom, in za ljudi, kot širšo družino. Mislim, da vem že, kam to vodi, ne? Zdaj imate IOU, Ja, še 2 črki nama manjkata. IOU imam, Ja. še 2 črki manjkata. In sicer sem za sistemsko razmišljanje najprej imela kar besedo ekosistem. Ekosistemsko razmišljanje. In sem za A pol rekla, v redu, bom pa vzela najprej grško besedo agape. Agape je ena od grških besed, ki pomeni ljubezen do vsega, kar nas obdaja. Grki imajo namreč 8 različnih besed za ljubezen, ker so se temu res dobro posvetili. Romantična ljubezen je eros, prijateljska ljubezen je filija, ljubezen do otrok je storge, agape je ljubezen do vsega, kar nas obdaja. Ostale 4 sem v tem trenutku pozabila. Nič hudega, ker smo prišli do A, E, I, O, U. Ja, hočem povedati, da sem zbrala agape sprva. Potem sem pa v tistem času zelo sledila, kaj se dogaja na Novi Zelandiji. Ker to je bil čas, ki je bila ministerska predsednica Jacinda Ardern in ona je prinesla čisen nov način vodenja države. Res srčen način, topel način, čist drugačen, kot smo bili vajeni. Z žensko energijo, z ženskim pridihom. Točno to. In jaz sem zelo spremljala, kaj se dogaja tam. In seveda spremljala tudi to, da ko je rodila hči, je vprašala Maore, kako naj da hčeri ime. In so Maori rekli, naj da ime Aroha. Ker to pomeni ljubezen. Tudi. In pa sem šla gledati Aroha, res, kaj to pomeni, in je spet cela filozofija zadaj. Ker vse te modrosti staroselcev je težko prevesti z eno besedo. Ogromno je zadaj nekega vedenja in Aroha, če bi jo želela vsem prevesti besedami, pomeni ljubezen, darežljivost, sočutje, empatijo. In to se mi zdi. Same lepe stvari. Pol še bolj ta prava beseda za A. On je pa ostal ta nesrečen ekosistem, tam zraven nova skovanka, ki enostavno ni več pasala. Imela sem Aroha z Nove Zelandije, imela sem Ikigai z Japonske, z Azije, imela sem Oikos z Evrope, imela sem Ubuntu z Afrike. In sem rekla, ja, moram najti eno besedo, eno modrost, ki se začne na E. Pa da je iz Slovenije? Ne, in bazira iz Amerike. Aha. Ker smo imeli Evropo, Oceanijo, imeli smo Azijo in imeli smo Afriko in je bilo potrebno poiskati še nekaj iz Amerike. Da skrajšam, tudi to besedo sem našla potem v Sloveniji. Aha. Od slovenske znanstvenice Tadeja Jereja Kolin. Ona je dokazala, da so bili Maji sistemski misleci. In sem jo klicala in se vprašala, če imajo Maji kakšno besedo, ki se začne na E in pomeni podobno kot ekosistem, povezanost. In je povedala, da je to beseda eb. Eb, ki pomeni pot, ki povezuje vse svetove. Evo, in toliko pomenov za eno, ne bom rekla besedo, za samoglasnike, ki pomenijo za vas še nekaj drugega, ne? Ja, všeč mi je bilo, da so bili to sami samoglasniki, ker samoglasniki so podobno kot vodje, to nekako paralelo želim potegniti. Samoglasnik, ko ga zgovorimo, ima neko vibracijo, ima neko zvočnost in ko ga zgovoriš, ga ne moreš govoriti z zaprtimi usti. Moš res vdahniti in zgovoriti A, E, I, O, U, ne gre drugače, brez polnega diha. In hkrati, kaj lahko naredimo samoglasniki? Zelo malo lahko povemo.
potrebujemo soglasnike, da lahko skupaj z njimi tvorimo besede, ki imajo pomen. In to je podobno kot pri vodjih. Vodja lahko da en impuls, lahko da neko vibracijo, lahko da eno začetno energijo. Ampak brez sodelavcev se zgodba ne more zgoditi. In tudi zato mi je všeč, da ima ta model samoglasnike. Zato, da si jih lažje zapomnimo in zaradi te prispodobe. Pa tudi nastal je AEIOU Universe in AEIOU voditeljstvo, vaša avtorska knjiga tudi, ne samo model. Ja, v bistvu, ko je bil model, sem nekako rekla, zdaj pa treba to malo napisati. Spraviti v besede. Spraviti v besede, točno to. In nastala je najprej knjiga AEIOU voditeljstvo. Potem je nastal moj vodnik za AEIOU voditeljstva in je bilo prav zanimivo, ker v knjigi AEIOU voditeljstvo sem poleg tega modela opisala še nekaj drugih pristopov in hkrati opisala zgodbe 11 zanimivih voditeljic in voditeljev iz Slovenije. In ko smo imeli premiero te knjige na Škrabčevi domačiji, je Ksenija Špiler Božič, ki jo Zasavci najbrž tudi se spomnijo še iz Steklarne Hrastnik, mi je Ksenija Špiler Božič rekla tam malo v hecu, naslednjo knjigo morava pa napisati skupaj. In sva jo. Moj vodnik za AEIOU voditeljstva sva napisali skupaj, ker smo želeli model spustiti na bolj praktična tla. Se pravi, z vajami, s konkretnimi primeri, s konkretnimi zgodbami ljudi, ki že prakticirajo model, sva to naredili in to je bil res tak lušen zelen zveščič, moj vodnik za AEIOU voditeljstva. Kakšni pa so bili kaj odzivi? Kakšni so bili odzivi takrat voditeljev? So sprejeli ta vaš model, ali so imeli kakšne kritike nanj, ga niso želeli? Sploh moški me zanima, kako so se tukaj odzvali. Sprva je bila pri AEIOU največja zadržanost. Kaj zdaj jaz rinem ljubezen v poslovni svet? To sem morala kar zelo pogosto krat razlagati. Zakaj je ljubezen? Da to ni romantična ljubezen, da to ljubezen, ki podpira, ki je spoštljiva, ki neguje, ki hoče razvijati, ki želi dobro za vse. Mislim, da je bilo tu največ tega. Kaj je zdaj to? To ja ne gre skupaj. Zdaj pa to že kar precej normalno postalo. Sem videla nedavno tega, je Gospodarska zbornica Slovenije organizirala delavnice na temo ljubezen v poslovanju. Ne vem, če se čisto točno tako imenovala, ampak je šlo potem v to smer že. Ja, se vedno tako pri pionirskih zadevah. Najprej je treba narediti en tak preboj tega prepričanja, da to ni mogoče, da to ne gre skupaj. Ampak spravim, če ne vodimo z ljubezni, potem želimo manipulirati in to mislim, da ni prava pot. Se strinjam čisto z vami. Se pravi, če že govoriva, prej smo že govorili o tem poslanstvu, dajte nam povedati, kaj pa je vaše poslanstvo? Moje poslanstvo je zelo enostavno. Prišla sem do njega v enem takšnem lušnem, kratkem procesu. In sicer moje poslanstvo je, da dajem impulze za spremembe in utiram poti tako, da iščem pravičnost za vse. In to res tako delam. Impuls za spremembe je AEIOU model, utiranje novih poti, tako da iščem pot, ki bo prava za vse. Jaz vedno nekako delam tako, da ljudi, ki hočejo preveč gor štrlet, dol lečem, ljudi, ki hočejo preveč glavo potiskati pod površino, pa poskušam potegniti gor. Se pravi, da je v ravnovesju. Ja, poskušam skozi to prostor enakosti držati, ampak ne prostor enakosti, ki bi bil pri miru, ampak ne skozi impulze za spremembe. Gremo raziskovati, gremo pogledati, kaj se da narediti boljš, kaj se da narediti drugače, hitreje, bolj učinkovito. To so zadeve, ki mene skozi, ki jih čutim kot poslanstvo. In to počnete preko zavoda AEIOU Universe, kaj še počnete?
Zavod IEO Universe smo ustanovili ravno zaradi tega, da bi model IEO voditeljstva iz gospodarstva začeli prenašati tudi v druge družbene podsisteme, v šolstvo, v zdravstvo, do mladih. S tem namenom je ustanovljen zavod IEO Universe in v bistvu zdaj najprej iščemo poti do mladih. Zato smo se vključili že v sistem dijaških podjetij, recimo bila sem članica žirije, ki je ocenjevala najboljša dijaška podjetja na republiškem nivoju. Naredili smo že lansko leto in bomo letos spet natečaj, kjer spodbujamo mlade k ustvarjalnosti. Želimo, da z besedami in to z malo besed čim bolj opišejo svoje doživljanje. Lansko leto je bil to natečaj 52 besed za zgodbo ali pesem. V poletju, ne? Ja. Letos bo tema natečaja bolj povezana z varno in trajnostno mobilnostjo, s katero se letos malo bolj intenzivno ukvarjamo, ker vidimo, da je to tudi področje, ki je pomembno, da ga ozaveščamo. Ne le pri mladih, tudi pri starejših, ampak pri zgodbah oziroma pri tem natečaju bo pa poudarek na mladih. Preko zgodb. In besedišče, kar sem že omenila, besede, vemo, kako so pomembne in zato tudi v zavodu IEO Universe zdaj že 3. leto delamo projekt Besedišče za razcvet. Prvo leto smo ga posvetili spodbujanju voditeljstva, 52 besed, ki spodbujajo voditeljstvo, drugo leto spodbujanju podjetnosti in letos ga posvečamo spodbujanju varne in trajnostne mobilnosti. In to pomeni, da vsak teden predstavimo eno besedo, ki je povezana z varno in trajnostno mobilnostjo in izberemo ambasadorja ali pa ambasadorke besede, ambasadorko besede, ki to besedo razloži tako, kot jo on ali ona dojema. In na ta način v bistvu poglabljamo razumevanje besed, nekatere pa celo pri nekaterih ljudeh prvič pridejo na radar. Jih sploh spoznajo, a ne? Aha. Jaz pa vem, da ste vi imeli pred kratkim en dogodek še za eno knjigo, premiera, rečete, a ne? A bi povedali mogoče tudi kaj o tem? Tudi so drugi avtori razlagali besede, a ne? Z velikim veseljem. Ker nadgradnja projekta Besedišče za razcvet so pa zgodbe. Avtorje oziroma ambasadorke pa ambasadorje besed smo namreč povabili, da na osnovi svoje besede napišejo svojo zgodbo. In letos je z tega nastala knjiga Zgodbe za notranjo moč in poslovni premik. In premiero teh zgodb, 47 zgodb, smo imeli v čist novem, sveže odprtem hotelu Terme Snovik, ker je direktorica hotela Katarina Adam tudi ena od avtoric zgodb in zelo sem vesela, da je tudi Neža Grmšek, avtorica. Zdaj vsi vejo, kako jaz to vem. Ja, zgodbe in bom kar izdala, katero besedo si pa Neža zbrala. No pa povejte. Zagnanost. Zagnanost. In mislim, da je to čisto njena beseda. Da ji paše. Da ji paše. Ja, ambasadori si sami izberejo besede in zato so tudi zgodbe, ki so iz teh besed nastale, res življenjske zgodbe. In ta premiera knjige je bilo doživetje, ki bo ostalo z mano za dolg časa. Ker je bilo to res doživetje edinstvene energije skupnosti, kjer je vsak avtor, vsaka avtorica res tako iz srca čisto povedal delček svoje zgodbe in se je čutila ta spontanost, iskrenost in odprtost. No, lepo ste tole zaključili, meni pa ostaja še ena zadeva neodgovorjena. In sicer jaz sem še ostala pri tistem prej, ko ste raziskvala malo staroselce. Ali je kakšna zadeva, ki ste ugotovili, ki povezuje cel svet? Tudi našo Slovenijo, mogoče tudi Zasavje? Na koncu, ko ugotoviš, ko gledaš vse te modrosti, da imajo zelo isti koren, isti izvir.
da vse te modrosti izvirajo iz tega razumevanja, kako smo vsi med seboj povezani in so odvisni. In se mi zdi, da je to tisto znanje, ki se ga moramo spet spomniti. Da nihče od nas ni otrok, ne? Vsak od nas je povezan z drugimi in že to, kako jaz danes razmišljam, vpliva tudi na ljudi okrog mene in vpliva na naravo. In če se samo tega zavedamo, mislim, da smo naredili ogromno že. Pa če se vrnemo zdaj na voditeljstvo majčkana, ne? Kakšna je, kje je meja med neko empatijo pa popustljivostjo v voditeljstvu? Ja, empatija pomeni, da jaz razumem čustva drugega. Ne pomeni, včasih se hecam, prevod empatije ni empatiš ti, empatim ja. Ni to, ne. Jaz razumem čustva drugega, ampak to ni rečeno, da bom jaz zdaj zaradi teh čustev popustljiva ali pa drugače. Seveda, včasih bom prilagodila svoje vodenje. Če razumem, da je človek v res neki osebni stiski, bom pogledala, kako mu lahko pomagam, bom pogledala, kako lahko prilagodim njegovo delo. Če bom pa z empatijo jaz sam čutila, da se njemu tega dela res ne da narediti, ne, pa zaradi tega ne bom popustljiva. Bom pa vseeno rekla, glej, tole je potrebno narediti, tole so standardi, za kar smo se mi dogovorili in od tega ne bomo odstopali. Tako da odvisno je vse od situacije. Pa verjetno tudi od vodje. Ja, pa seveda tudi od vodje, ja. Umetna inteligenca, pa voditeljstvo. Ja, moja priljubljena tema. Ja? Ja. Jaz sem zelo kmalu začela raziskovati, kako si lahko pomagam z umetno inteligenco in si zelo, dnevno si pomagam z njo. In hkrati tudi ugotovila, da se lahko človek zelo, zelo hitro poleni in začne preveč odgovorov iskati tam, tako da sem hitro naredila ovink nazaj k sebi. Ampak pri vodenju nam lahko zelo praktično pomaga. Včasih imamo kakšne situacije, ki ne vemo točno, kako bi se jih lotili, že kako jih bomo skomunicirali. In tu nam je lahko inteligenca v bistvu partner, ki nam pomaga se pripraviti na situacijo, ki nam pomaga videti še kakšno drugo možnost. Tako da za takšne stvari, recimo za vodenje, se mi zdi zelo primerno, da ne rečem sploh za stvari, kako upravljati s časom, kako voditi projekte, tukaj si lahko z umetno inteligenco tudi zelo pomagamo. Ampak tudi pri tem, kako se natrenirati, kako povaditi, včasih je treba za kakšne težke pogovore, da je tukaj povaditi. Ne gre to, nismo vsi rojeni mojstri komuniciranja, pa mojstri se pravi, zagovarjate nekako, vidite, kako gre ta z roko v roki? Ja, zagovarjam, gre sta z roko v roki in hkrati opozarjam, ne se zanašati zdaj, ne to ne postane bergla, ne izklopite svojega... Še vedno uporaba neke zdrave kmečke pameti, ne? Tako, ne izklopite svojega razuma, ker lahko nas pa zelo, zelo hitro poleni. Ja, zelo. In začneš iskati odgovore sam tam. In potem ne boš več ustvarjalen in potem bojo sam prežvečene stvari še prihajale ven in tega se pa bojim. Kako si pa predstavljate voditeljstvo čez 10 let? Katere veščine bodo pomembne? Kako bo takrat sodelovanje z umetno inteligenco? Tole je pa zelo zahtevno vprašanje. Za 10 let ne vem, če obstaja človek na svetu. Je do nas kar, ne? Včasih se mi zdi, da smo bolj vedeli, kako bo čez 10 let. Že sam poglejmo, umetna inteligenca, kaj je počela, česa je bila sposobna eno leto nazaj, česa je sposobna zdaj, to je neverjeten preskok. Ne vem, kaj bo čez 10 let. Katere veščine bodo recimo pomembne? Kaj je zdaj čezdalje bolj pomembno. Čezdalje bolj pomembno je to, da znamo držati prostor za skupnost. Ne več individualizem, ampak prostor, kjer ljudje so pripravljeni sodelovati, kjer morajo imeti to varnost, psihološko varnost, se temu reče strokovno, da lahko povejo tudi, če se s čim ne strinjajo, ali pa če imajo kje pomisleke,
ampak predvsem držati ta prostor za soustvarjanje, da vsak lahko pridoda nekaj svojega zraven, da se nihče ne počuti ogroženega, ampak vsak želi prispevati. In ta prostor držati, to bojo morali vodje znati. Predvsem to delati, ne biti več tam na vrhu nekje ali pa vleči ekipo, ampak držati prostor, da ekipa sama je sposobna pokazati, kaj zna. In to je kar velik preskok za vodje, sploh za tiste, ki so prepričani, da morajo vse odgovore sami poznati. Bolj bo pomembno, da bojo znali prava vprašanja postavljati. Se pravi, to pomeni za kakšne vodje, ki imajo že več 10 let izkušenj, kar težek korak, ne? Od učenja tistega, ki jim je doslej pomagalo, da so bili uspešni, ker te iste kompetence jih bojo vse naprej zavirale. Zelo enostavno. In bojo morali se odučiti in naučiti novo. Pa dajme mogoče za konec še 3 nasvete za vodje v Zasavju. Ja, pa ne samo v Zasavju. Povsod. Rečme v Zasavju. Povsod. Bom pa te 3 nasvete potegnila kar iz zlogov besede aroha. Ker prvi zlog aro pomeni osredotočenost. Ro pomeni introspekcija. H pomeni energija. In to pomeni, vsak vodja najprej mora iti v introspekcijo, najprej mora sebe poslušati, kaj mu pravi notranji glas. In potem s to svojo energijo, svojo notranjo močjo in z osredotočenostjo, s fokusom gre navzven in poveže ljudi okrog sebe. Se pravi, poslušati sebe, svojo energijo, dati v svet in z osredotočenostjo poskrbeti, da grejo spremembe naprej. Evo, to je to. Hvala lepa, da ste bila naša gostja danes. Hvala za povabilo. Meni je bilo zelo všeč. Pa še kdaj vas bi povabila, mogoče so še kakšne zadeve, ki so ostale tukaj nepredebatirane, pa ne toliko povezane z voditeljstvom. Tako da vas mogoče še kaj povabimo. Z veseljem. Zaenkrat pa hvala, luštno je bilo. Ja, meni tudi.